Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ni vam potrebno, da ste sami v svoji situaciji. Bog vas ljubi, On vas ima rad, skrbi za vas, ima dober načrt za vaše življenje, samo verujte. Dobro, ta konec tedna bom poučevala o 10 stvareh, za katere čutim, da so najpomembnejše stvari, ki sem se jih naučila v 37-letni hoji z Bogom, potovanju z Bogom. Ponovno sem bila rojena veliko pred tem, pravzaprav sem bila odrešena, ko sem imela 9 let. Vendar nisem nikoli zares poskušala hoditi z Bogom ali skrbela za svoj osebni odnos do Boga, dokler se z Davidom nisva poročila. In potem je dolgo časa bilo nekaj takšnega. Bila sem resnicoljubna v svojem srcu, veliko sem se naučila o verskih resnicah, vendar še nisem imela osebnega odnosa z Bogom po Kristusu. In ko sem se končno zresnila, veste, da je razlika med tem, le da hodite v cerkev ali da ste resni glede tega. Kdo ve to? Razlika je med tema dvema stališčema. Ko pristopite k Bogu tedaj, ko imate vi kakšno težavo in hočete, da Bog reši to težavo, ali pa postavite Boga na prvo mesto v središče svojega življenja in pustite, da je vpleten vse dejavnosti in vaše delovanje. Če sem čisto odkrita, Bog noče živeti samo v kratkem obdobju nedeljskega jutra, kamor ga želijo mnogi ljudje skriti v to škatlo. Spustite ga le za nedeljo zjutraj za 45 minut, potem pa ga skrite nazaj v škatlo in potem ste ves teden brez Boga. Če niste povsem resni, potem vam moji nagovori ta konec tedna ne bodo pomagali, vendar pa verjamem, da vi ste resni in da ste si zato vzeli čas, da ste tukaj. Morda so sedaj nekateri, ki le prešaltujejo programe na televizijskem sprejemniku, vendar vam povem, ostanite tukaj za nekaj trenutkov, kajte povedala vam bom stvari, kako se veseliti svojega življenja in da boste imeli boljše življenje, kot ste ga mogoče kdajkoli prej imeli. Torej, imela sem zelo težko otroštvo. Kakor mnogi izmed vas, sem tudi jaz imela slab začetek. Vesela sem, da lahko to izrečem. Namreč dejstvo, da imate slab začetek, še ne pomeni, da ne bi mogli imeti dobrega konca. In osebno mislim, da je naš konec najpomembnejša stvar. Ni pomembno, kje ste prav sedaj. Ni pomembno, kaj ste storili ali kaj so drugi vam storili. Želim, da veste, da ima Bog pripravljen čudovit načrt za vaše odrešanje. On hoče, da greste ven iz svoje zmešnjave, da hodite proti tako imenovani svetopisemski obljubljeni deželi. Obljubljena dežela je v resnici bila resnična dežela, resničen prostor, kamor so Izraelci potovali. Vendar pa je naša pot odsev tega potovanja. Osvobodili so se suženjstva v Egiptu, kar prikazuje vezi greha. In mi vsi potujemo skozi puščavo, če nam je to všeč ali ne. Ta puščava nastane, ker živimo sebično in meseno duševno življenje. V tem časovnem obdobju se naučimo, kako zaupati Bogu, kako si pridobiti Božjo milost, kako Boga ohraniti na prvem mestu svojega življenja in še veliko drugih stvari. Če se teh stvari ne boste nikoli naučili, potem ne boste nikoli prišli do obljubljene dežele. Mogoče boste prišli v nebesa, ko boste umrli, vendar pa se tukaj na zemlji ne boste veselili tega potovanja. Ne vem za vas, vendar jaz se želim veseliti svojega potovanja. Želim se veseliti vsakega posameznega trenutka tega potovanja. Želim se veseliti vsake posamezne sekunde svojega življenja in želim, da sem tega zmožna. Govorim vam o milosti, ne samo, da ste vi odrešeni v milosti, ampak kako živeti iz milosti, kako dopustiti Bogu, da vam pomaga pri vsaki stvari. Zadnjič smo govorili o umu, jeziku in razpoloženju. Danes pa bomo govorili o zadnjih 2 stvareh. Želim vam govoriti o tem, da bi vedno verovali, da bi k Kristusu pristopili z otroškim zaupanjem in rekli, verujem, zaupam ti. Verujem, mogoče tega še ne vidim ali ne čutim, vendar verujem. Premišljevala sem o tem, da nekomu verjameš, premišljevala sem o veri. Veste, da te stvari niso nekaj, kar bi počeli v svoji glavi. Seveda se naš prenaglja. In mislim,
verjetno tudi za mnoge vas, ki hodite z Bogom, v moji glavi te reči povzročujejo, da prenovijo moj vendar so stvari, ko se moj ne more nasloniti na nekaj. Ko gledam kakšno situacijo ali pogledam druge osebe in njihove situacije, in veste, hočem reči, da želim verovati, ampak ko nekaj vidim, ne vem. Vendar hvala Bogu, mi smo več kot samo razum in telo. Mi smo na prvem mestu in predvsem duh. In svojim duhovnim človekom lahko verujemo. Nisem videla, kako je Jezus umrl, vendar vem in verujem, da je. Vidite, oseba, ki ne veruje, bo rekla, no, vendar kako lahko to veš? Ampak jaz to preprosto vem, ker se mi je Bog razodel in to v duhu. Tako kot tudi mnogim izmed vas. Resnično odrešenje je čudovita stvar, ko vam Bog podari to vero, da greste lahko ven iz sebe in verujete. Vendar pa morate biti pripravljeni, da se podate na področje onstran svojih misli in svojih čustev. Vera je tista stvarnost, v katero upamo. Obstoj stvari, ki jih ne vidimo. Vera je temelj in obstoj resničnosti. Danes vam hočem povedati in vas opogumiti, da to ni materialna resničnost. To je duhovna resničnost in je veliko bolj realna kot pa naravno področje. Mi danes tukaj nismo sami. Z nami so angeli tukaj v tej stavbi. Amen. Rekla sem, da so tukaj prisotni tudi angeli. Vsak izmed nas ima angela varuha. Vi imate angela, ki gre z vami posod, kamor greste. Nikoli nisem videla svojega, vendar verujem v Boga. In v duhovno področje. Odločite se, da boste verovali in se odmaknete od dvoma, od nevere, razvojenosti in ne da poskušate vse razumeti. Vidite, verujem, da nikoli nismo sami. Nikoli nismo sami. Tudi ko se počutite osamljeni, v resnici niste nikoli sami, ker Bog je rekel, nikoli vas ne bom zapustil ali pozabil, z vami bom vse dni do konca sveta. Bog je z vami. Ni pomembno, kako se počutite. To je čudovito, osupljivo. Neverjetno je, kako je življenje čudovito, če se samo odločimo, da bomo šli ven iz razuma. Dajte no. Če bomo sledili temu, če bomo šli globlje, kar čutimo v duhu. Podala vam bom primer. Spominjam se, da sem se pripravljala na posebno srečanje. Bilo je za konec tedna, ko so bile tudi kratke počitnice in mislila sem, da bo nekaj zelo posebnega. Mnogi ljudje bodo prišli. Kot se je izkazalo, ni bilo kaj prida obiskano. Že dejstvo slabega obiska je za voditelja udarec. In preden sem prišla na oder, sem že dobila nekaj udarcev. Bila sem razočarana, ker ljudje niso prišli. Tisti konec tedna se nisem počutila niti prav dobro glede svojega sporočila. Ko sem končala, sem storila to, kar počnemo, dokler se ne naučimo bolje obnašati. Tega ne bi smela storiti. Veste, kako brez koristi je potem misliti, da ničesa ne bi smeli storiti, ko je stvar že tako ali tako opravljena? Mislim, če ste napravili napako in s tem zapravite dan, potem ne zapravite še današnjega dne, da obžalujete napako, ki ste jo storili včeraj, ker na ta način zapravljate še današnji dan. Tudi če ne bi smela imeti tistega srečanja, sem ga imela. Imela sem na izbiro, da temu verjamem, da je namreč bil spodrsljal, ali pa da sem danes morda nekomu pomagala. Morda je nekdo takrat potreboval to, kar sem imela zapovedati. Verovati je nekaj čudovitega. Verjeti vas ohrani srečne. Vidite, preživela sem večino svojega življenja in to je nenavadna misel, ko se ustavite pri tem. Vidite, pred leti sem se odločila, da sem 2/3 svojega življenja že preživela. Preostala mi šele tretjina in to upoštevam. In želim to tretjino, da je nekaj vredna. Amen. Hočem biti prepričana, da ne bom izgubila nobenega dneva več in se hočem zares veseliti svojega življenja. To je druga stvar, o kateri vam hočem govoriti. Končali bomo s tem, da se veselimo vsakdanjega življenja. Vendar najprej morate verovati. To je nekaj, kar lahko izberemo, vendar pa moramo to opraviti v duhu. Verujemo v duhovni svet, v Božji svet. Verovanje je vera je čudovita stvar.
Obžalovala sem torej tisto dejstvo, da takrat ne bi smela prirediti srečanja. Imela sem napačno sporočilo, nihče se ni mogel s tem nič pomagati, z Davidom sva se vozila domov in neprestano me je nekaj mučilo. Ali je kdo danes tukaj, ki ima podobno izkušnjo, ko živite v svojem razumu, vas lahko ves čas nekaj muči? To je zaradi tega, ker se vaš razum ne razume z Božjim svetom. On se razume s svetom, materialnim svetom. Ko vaš vaš razum, vaš jezik, vaša čustva se nakopičijo zoper vas, je najbolje, da se imate kam zateči, namreč globlje v duha. Mislim, da mi je takrat Bog položil na srce, rekel je: odmisli svoj razum in povej tisto, kar je v tvojem srcu o tej situaciji. Želim, da to preizkušate v svojem življenju, ko postanete godrnjavi in razočarani. Odmislite svoj razum za nekaj minut. Kaj je v mojem srcu? Kaj je v mojem srcu? No, verjamem, da sem danes govorila to, kar si mi ti položil na srce. Če ti zares povem, Gospod, potem ne mislim, da je bilo tako slabo. Mislim, da je bilo precej dobro. Veš, mislila sem, da bi morala govoriti o tem. Nisi rekel, da naj tega ne počnem. Če tudi ni bilo tako dobro sprejeto, vendar ni bilo popolnoma za nič in torej je bilo še kar precej dobro. Vidite, v nekaj sekundah sem prešla od popolnega mučenja, polnega dvoma, nevere, bede in sem mislila, da sem cela polomija. Potem pa sem spoznala, da je razlika med misliti in vedeti. Če vi uspete dojeti ta dva pojma, potem vas bo to pripeljalo do naslednje stopnje. Mi preživimo veliko preveč časa v svojem razumu in verjemite mi, da hudič ponuja vse mogoče misli, ki se ne skladajo z Božjim svetom. Moramo se naučiti to, kar Bog pravi, in to dojeti z vso vero. Dokopati se moramo do tega in dojeti v duhu. Želim bolj živeti v duhu in ne samo v svojih občutkih, razumu ali svoji volji. V duhu. Ali mi še danes kdo sledi? Želimo hoditi v duhu. Kaj moj duh pravi o tej situaciji? Ali je res tako za nič in brezsmiselno, kot mi pravi moj razum, ali pa so z Bogom vse stvari mogoče? Ali ima Bog še vedno zame čudež? Ali Bog vsakega enako ljubi? Če je kdaj kaj napravil za kogarkoli, lahko gotovo stori tudi kaj zame. On se ne ozira na razlike v družbenih slojih. Mislim, da se lahko odločite, da boste verovali. Odločite se. Če želite. Ali pa boste še naprej bedni in to ves čas, ko boste poskušali raziskati stvari v svojem življenju. Vedno verujte. Rimljanom 1:17. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero. Ta pravičnost se izraža v pokončni drži pred Bogom. Stvari se začnejo spreminjati, ko se zavedate, ko zares veste, da vas Bog ljubi in ko se zavedate, da Bog na vas ni jezen in niti ne izgovorite naslednjega. No, kako bi lahko imel ta problem, če bi me Bog imel rad? Recite raje, v svojem življenju imam sicer ta problem, vendar to ni znak, da me Bog ne ljubi. Bog me ljubi in jaz mu lahko zaupam. Bog me ljubi, zaupam mu, da me bo pripeljal preko tega problema. Lahko zaupam, da bo on prevzel to in uporabil za dobro v mojem življenju. Amen. Bog me ima rad in jaz mu zaupam. Nekateri izmed vas veste, da sem imela raka na dojki. Ko sem odšla k zdravniku, nisem pričakovala takšnega izvida. Šla sem na preiskave in ko so me poklicali, so mi povedali, ko sem imela mamogram, da nekaj v mojih prstih ne zgleda v redu. Majhno je, vendar bi zares morali to pregledati. Torej, imela sem biopsijo in pri tem mislila, da predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Vendar je tiste vrste rak, ki hitro raste. Zato so mi predlagali amputacijo prsi. Takrat še niso delali vseh teh stvari, ki jih počnejo danes. V enem tednu sem prešla od žene vere, ko sem oznanjala evangelij vsepovsod, do takšne situacije, ko zares nič ni delovalo v mojem življenju zame.
od mojega pridiganja. Vendar Gospod je govoril v mojem srcu na samem začetku tega potovanja in veste, ko slišite takšne stvari, vas strah kar močno zadane. Bile so nekatere stvari, ki mi jih je Bog hotel, da jih izrečem, in nekatere, ki ni hotel. Ne sprašuj me, zakaj je tako. Hočem, da izrekaš, Bog me ljubi. Zaupam mu. Vse stvari delujejo v dobro tem, ki ljubijo Boga in so poklicani za njegov načrt. Bilo je 5 stvari, kakor tale, in vse so bile pozitivne. Hodila sem okrog 7 ali 10 dni pred operacijo in sem izgovarjala te besede znova in znova in znova. Ko je dvom in nevera zadela moj sem rekla, zaupam Bogu. Zaupam Bogu. Bog bo poskrbel za to. On me ljubi. Vse stvari se iztečejo dobro za tiste, ki ljubijo Boga in so poklicani po njegovem namenu. Ko sem se zbudila iz anestezije, so mi povedali, da sem govorila. Vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Potem, ko si v tistem zaspanem stanju in ljudje, ki so čakali, da bi me obiskali, so rekli, bila si tako sladka in prijetna, pridigala si medicinskim sestram in jih spodbujala. Rekli sem, vidite, tukaj nekje morate se zrušiti, da pridete do tega. No, tako se je zgodilo. Preiskali so moj limfni sistem, kako to vedno naredijo, in se je izkazalo, da rakave celice niso bile tam. Tako mi ni bilo potrebno, da bi imela še kakšno drugo zdravljenje. Vsako leto grem na pregled, vsako leto dobim negativen izvid, vsako leto. Pred približno 3 leti sem šla na svoj redni pregled. Ne, ni bilo tako. Bolel me je hrbet, slikali so me, naredili so mi rentgen in ugotovili, da je neka točka na moji hrbtenici in da jih skrbi za to, ker so vedeli, da sem imela v preteklosti raka. Torej, pregledovali so moje slike in napravili še nekaj preiskav. Končno so slikali mojo celotno hrbtenico, rekli so, zelo nas skrbi, da se rak iz dojk razširil na hrbtenico. In tako imaš tista 2 tedna na razpolago, ko čakaš na teste, ko čakaš na povratno informacijo in veste kaj? Lahko vam iskreno povem, da takrat nisem bila tako zelo zaskrbljena ali prestrašena. Nisem hotela, da mi oni povedo, da imam raka. Mislila sem si naslednje. Bog, v tvojih rokah sem. Živa sem, dokler ti nisi opravil z mano. Dober tek sem opravila in verjamem, da ti lahko poskrbiš za to. Ne bom imela negativne drže in ne bom živela v strahu. No dobro, ko sem prišla nazaj, so pregledali vse moje kosti in jih slikali in tukaj sem, da vam povem, da ni nič takšnega, kar bi še koga zanimalo. Vse so mi pregledali. In na koncu so rekli, no, nikjer ni rakavih tvorb. Rekla sem, kaj pa je potem tista točka v moji hrbtenici? Rekli so, zgleda, kakor da se rak razširil na hrbtenico in se je sam pozdravil. In mislila sem, o ne, ni se sam pozdravil. To sem vam hotela povedati, ker so tukaj mogoče ljudje, ki so od svojega zdravnika dobili slabe novice. Mogoče so ljudje v bolnišnici, ki gledajo prav sedaj ta program in si mislijo, o, ni upanja zame, tako me je strah, to ne bo več šlo, umrl bom. Namesto tega izgovarjate raje, Bog, zaupam ti, zaupam ti, zaupam ti. Veste kaj, če gledate to doma in niste sprejeli Kristusa za svojega odrešenika, potem prosim pokličite telefon s številko na zaslonu in prosite koga, da bi molil za vas, da bi začeli oseben odnos z Jezusom Kristusom. Ni potrebno, da ste sami v svoji situaciji. Bog vas ljubi, skrbi za vas in ima dober načrt za vaše življenje. Samo verujte v to. A vam lahko nekaj povem? Verjeti vas nič ne stane. Nevera pa vas naredi bedne. Vera vas napravi srečne.
Veste, kaj sem javno izrekla in sem pri tem upala, da bi mnogi neverniki to slišali? Veste, če ste ateist, gnostik ali pa se odločite, da ne verujete, da Bog obstaja, in če se pri tem motite, potem ste v velikih težavah. Če pa vse svoje življenje preživim v tem, da v nekaj verujem, pa če tudi se na koncu izkaže, da to ni res, kar vem, da se ne bo zgodilo, vendar še vedno ne bi nič izgubila, kajte tako vesela sem, da komaj to prenašam. Rekla sem vam, poskusite in boste videli, če vam je takšen način življenja všeč, bolj od tistega, ki ga živite. Bog vas ljubi. On vas je ustvaril. Vi niste neki spodrsljaj ali joj ali karkoli. Svet je bil ustvarjen po njegovi zelo natančni roki in z namenom. Ne da bi celica začela sama plezati iz oceana na kopno in postala to, kar danes vse imamo. Nobenemu pa se ne zdi potrebno, da bi vam razložil, od kod so prišle vse tiste celice. Verujte. Verujte. Poglejmo Lazarjevo vstajanje iz Janezovega evangelija 11. poglavje. Ne bo se vam potrebno čuditi, če bo z vašimi otroki še vse v redu. V to lahko verjamete. Tudi če so sedaj v težavah, lahko verujete, da se bodo spremenili. Naj vas nekaj vprašam, kdo izmed vas se hoče veseliti svojega življenja? No, vi tega ne morete storiti, če se ne naučite, kako verovati. Mi hodimo iz vere v vero, po veri, iz vere v vero, ne pa iz vere v dvom, ne vero je nazaj k veri. Lahko verjamem to, vendar ne morete verjeti tega. Le verujte, torej z jezi hudiča, pristopite z otroškim zaupanjem in verujte. V Janezovem evangeliju 11. poglavje je čudovit primer. Kako je Jezus obudil Lazarja od smrti? Mi lahko dobimo veliko čudovitih primerov iz tega. Začnimo v 5. vrstici. Janezov evangelij 11:5. Jezus pa je ljubil Marto in njeno sestro in Lazarja. Bili so njegovi prijatelji in on jih je zelo spoštoval. Ko je torej slišal, da je Lazar bolan, je kljub temu ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil, in ni se menil za to, da bi šel in mu pomagal. Zato, ker ga je imel rad, bi si mi mislili, da bo takoj tekel naravnost tja in ga pozdravil. Vendar, a vidite to? Ker jih je ljubil, je čakal še 2 dni dlje. Vidite, ko morate čakati, si mislite, da vas Bog ne ljubi. Glede na to besedilo je prav čakanje znak, da Bog vas ljubi. In ima morda nekaj globljega v misli, kot pa takojšnje odrešenje, takojšnjo rešitev. Veste kaj? Glejte, saj ta prigoda v mojem raku se mi je zgodila zato, da bi bila pokončna in bi tudi drugim ljudem lahko prinašala upanje. Včasih gremo skozi nekatere stvari, ki nimajo nič opraviti z nami. To je nekaj, za kar nas Bog uporabi, da lahko spodbujamo druge ljudi v njihovem življenju. Ni vam potrebno ugotavljati, kaj ste narobe naredili ali kakšen je vaš greh, ali pa se sprašujete, zakaj me Bog ne ljubi in podobne traparije. Samo recite, Bog ima načrt, Bog ima svoj namen, ljubim ga in hudič me ne bo zmagal, to bo delovalo za moje dobro. Rad jih je imel. Jezus je imel rad Marto, njeno sestro in Lazarja, zato je čakal. In jim ni takoj pomagal. Vi ne prejmete tako veliko od tega kot jaz. To me preseneča.
Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.